Boja proti dezinformacijam se moramo lotiti bolj odločno. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je drugi dan udeležbe na 59. Münchenski varnostni konferenci osrednjo pozornost na bilateralnih srečanjih posvetila boju proti dezinformacijam in nadaljevanju procesa Brdo-Brioni. Udeležila pa se je tudi panelov, na katerih sta nastopili ameriška podpredsednica Kamala Harris in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. München, 18.2.2023, sporočila za javnost. Moldavija je dokaz, kako nevaren je pojav dezinformacij in kibernetskih napadov, ki spremljajo vojno v Ukrajini. Ukrajina ne sme pozabiti na države, ki so deležne načrtnih pritiskov, več pri zaustavitvi širjenja tega pojava pa morajo narediti tudi digitalne korporacije, je na bilateralnem srečanju z moldavsko predsednico Majo Sandu poudarila Pirc Musar. Predsednici sta se strinjali, da je treba ta izziv bolj odločno nasloviti, predvsem v sodelovanju z baltskimi državami. Slovenija pa bo Moldaviji še naprej pomagala preko ITF, ustanove za krepitev človekove varnosti, ki v Moldaviji izvaja projekte psihosocialne pomoči ukrajinskim beguncem. Predsednica republike se je na bilateralnem srečanju sestala tudi s kosovsko predsednico dr. Vjoso Osmani Sadriu in poudarila slovensko podporo kosovski poti približevanja članstvu v Evropski uniji. Pozornost pa sta namenili tudi nadaljevanju procesa Brdo-Brioni in ideji predsednice Pirc Musar, da se na prihodnjem srečanju pozornost nameni področju izseljevanja mladih iz regije ter podnebnim spremembam. Pred zaključkom udeležbe na konferenci se je predsednica republike na bilateralnem srečanju sestala še z belorusko opozicijsko voditeljico Svetlano Tihanovsko. Pozornost sta namenili predvsem aktualni situaciji v Belorusiji, ki je seveda prepletena z vojno v Ukrajini. V luči tega se je predsednica udeležila tudi razprave, kjer je bila osrednja govorka ameriška podpredsednica Kamala Harris. V svojem govoru je poudarila, da je za čezatlantsko zavezništvo močnejše kot kadarkoli prej in da duh ukrajinskega ljudstva še vedno vztraja. Predsednica Pirc Musar je sicer že prvi dan konference izpostavila, da je Slovenija enotna pri nadaljnji podpori Ukrajini. Ob zaključku udeležbe na konferenci se je predsednica skupaj z ministrico za zunanje zadeve in evropske zadeve Tanjo Fajon udeležila še razprave o evropski prihodnosti regije Zahodnega Balkana.